Ja, gremo v drugi del današnje oddaje. Zdaj, če ste gledali spot, ste verjetno prepoznali drugo današnjo gostjo. Eva je z nami, lepo pozdravljena. Zdaj sem vdaj čist druga, ker na spotu, veš. Ja, tam si v belem, tu si v črnem, kakšna preobrazba, ne, stilska, ne. Ja, to. Otvorila sva z MMS-om, ne, kdo ti bo dušo dal, ne. Ta komad, na žalost, ne, ni zmagal. Ali pa na mojo srečo. Na srečo? Ja, jaz mislim, vsaj kakor sem videla po odzivih, ko so bili vsi jezni na Facebooku, ne, zakaj nisem zmagala. Je v bistvu to bila še dodatna reklama za komad, mislim. Ker res se mi zdi, da so se ljudje bolj sekirali zaradi tega drugega mesta, bolj kot pa jaz. Komad je letos kar bil odmeven, ne, tudi ta prav za MMS si verjetno tudi načrtovala, tak bolj morski komad, ne. Ja, mislim, že ko smo ustvarjali tole pesem, smo rekli, da se pač želimo z njo prijaviti na Melodije morja in sonca. In smo nekako pač ciljali na to, da pride na festival, oziroma ja, smo bili pravzaprav povabljeni potem. In smo z veseljem sprejeli, no. Besedilo je napisal Jan Plestenjak. Ja, celo in to napisal ga v 5 minutah. Res? Ja. Bila je v bistvu fora, da je on mene poklical, takrat je rekel, da ima eno pesem zame, da bi pač nekaj prišla pač posnet do njega. In sem s Tomijem, z našim glavnim iz ekipe pokazala, v bistvu Tomi je rekel, da Jana, ti lahko pokaževa še nekaj, kar mi ustvarjamo, kar smo ustvarjali v času karantene in skupaj z Žanom Serčičem. Da poslušam. In je pol slišal ta komad in on vzame kitaro. In on v 5 minutah napiše, dej Eva, zapisuj. In v 5 minutah je on napisal besedilo in smo tako, okej, to je to. Ker se ga tako čuti v besedilo noter, na tiste njegove... Ja, čist. Mislim, da se zelo čuti ta njegov pridih, te njegove metafore in so ljudje kar hiter. Te besede v bistvu tudi celotni komad pol kar vzeli za svojega. Je pa res, da če bi ga on zapel, ne bi tak izpadl, ne? On bi rekel, bi bilo še boljše. Ja, zdaj, vi ste že sodelovali po dolgem času spet, ne? Ja. Takrat tudi je bilo leta... 10 let nazaj. 10 let nazaj. Takrat je bil tisti hit, ne? Poletni hit, ne? Ja, tisto je bil velik hit, jaz se spomnim, da me je povabil v Halo Tivoli na njegov veliki koncert. Jaz sem takrat prvi sploh izkusila tako velik oder. 4000 ali 5000 ljudi je bilo in pridi Evica, da bova zapela in jaz se tresla kot šiba na vodi. In ko slišiš, ko ljudje pojejo tole pesem, občutek je neverjeten. Kako zdaj pa smo prišli do sodelovanja, mislite? Takrat? Ja. On me je takrat kontaktiral malo zatem, ko sem jaz zmagala na misiji v Euroviziji, ko sem zmagala za Baku. Evo, zdaj bom probal. Valjda. Da vidimo, če kaj zna, ne? Ja, ne, v bistvu je pač prepoznal moj talent, oziroma sem se mu zdela zanimiva za duet, ki ga je pripravilo in valjda sem z veseljem sprejela, ne. Sem bila vesela sodelovanja, še bolj ga je bila moja mama. Aha, ga je želela verjetno spoznati, ne? Se ga je, ja, ga je in je valjda. Zelo fajn je izpadlo, no. Pravimo, kralj ženskih src, ne, nekaj takega. Seveda, če pa kdo je pa to Jan Plestenjak. Ti si ga verjetno prej poslušala, ne? Ja, mislim, zmeraj sem bila fanica slovenske glasbe že od majhnega in spremljam v bistvu kar vse, dosti svojih glasbenih kolegov že od samega štarta. In je zanimivo to, ne, da prej jih spremljaš kot nek fan, zdaj pa v bistvu se nekako, se pa srečaš na nastopih zdaj skupaj. No, se je fajn, da si to omenila, ker čakate glasbeni kviz. Verjetno z tem gospodom, ne, nisi še sodelovala, mogoče kdaj, verjetno ne v duetu. Prej smo imeli Kreslina, zdaj imamo pa Pero Lovšina. Z njim se pa še nisem srečala v živo, njega pa še osebno ne poznam. Z njim bi tudi težko sodelovala, ker nima take zvrsti, ne? Pa dobro, pa jaz mislim, da bi, jaz sem kar taka tudi rockerca po duši že od osnovne šole. Pa imaš kako rokomat? Ma ne, to pa še ne vidiš, mogoče pa to ključ do uspeha. In potem z Lovšinom duet. Ja, zakaj pa ne? On bo ti malo potegnil, ne? Ja, no, kamot. Ok, gremo mi na ta kviz, evo. Pojma ne bom imela, že vidim. Evo, prvo, čisto tako lahko, koliko je star gospod Lovšin? Po moje... Prej smo imeli Kreslina, ne? Dober, ja, mlajši je od Kreslina, se mi zdi, no. Ampak bom rekla, jaz mislim, da bi on mogel biti med 50 pa 60, tam, 53, ne.
53, zdaj če gleda, po moje te bo poklical podaj, ne? Pa rekel, hvala Evica, zdaj si me pa pomladila za 10 let. Žal ni res 53, ne? Je pa malo več, ne? In sicer 58. 66, 68 ali 70. Koliko imam na razpolago? 66, Okay. 68 ali 70. Ja, pa ni toliko, no. Ja. Si rekel 66. Ja. Pa po moje toliko, ne more biti več. A več? Drži, 66. Ja, drži. več pa ni. Evo, ena točka na lestvici skriva si, gube. ne? Ja, je bil že tudi naš gost, ne? Super. Zdaj že se dolg ne, ker zdaj ne ustvarja več toliko velik, ne? Verjetno Je naredil svoje. Je naredil svoje. Vemo, da je sodeloval s Pankrti, ne? To je bil, s tem je začel. Ko se je z njimi kao razšel, ne? Navidezno pa je naredil še nekaj albumov, ne? Koliko? Mislim, da je zadnji bil 2017. 2017, po moje ne 10-12 bi jaz rekla. 10-12? 10. Ne. Dobre, 15, 17 ali 20. Ja, glede na to, da se je takrat v bistvu kar hiter. Ja, ne, se je kar po mojenega časa. Ja, če je vsako leto pol izdajal, bi bilo 20. Je kar izdajal, ja, veliko. Ampak jih bilo pa 17. Ampak, no, vse bi rekla pol 17, zaradi tega, ker po moje ni glih vsako leto pol izdal. Vsako leto tudi ne moreš, ja. Tukaj pa je preveč dela, ne. Poznaš komad Hiša nasproti sonca? Zdaj ne vem, a sem dobila točko ali nisem dobila točke. Si dobila, ja. 2 točki. Bi me že ono, Metoda si premagala, ne, da si že pred njim, ne. Bil je blizu, ampak ti si pa še blizu. In še zadnje vprašanje, poznaš komad Hiša nasproti sonca? Hiši nasproti sonca. Tako. Še zdaj sem doma. Ok, komad poznaš, super, to je bil tudi naslov albuma, ne? Letnica. Pomagam lahko, 1900. Ja, v glavnem, po moje sem bila stara kako leto ali pa 2, ne vem. Komad je kar star, ne? Mislim, in album, ne? Komad je kar star, zdaj pa tole malo tekle izpade, ker pol zdaj, jaz sem tudi v tem obdobju od 1900, ne, 95. No, glede na Lovšina, ne. Ne vem, takrat se itak nisem rodila, po moje še 1900, ne, bom rekla svojo letnico, 1995. Itak, da ni res. Žal ne. In sicer 88. Takrat se še moja sestra. 90 ali 93? 93. Zadnji govor. Ne vem, ne, ja. Pravilno. A res? 3 točke. Več sreče, ka pameti. Ni šlo v prvo, drugo pa vseh 3 gladko, ne? No evo, čez 2 leti, še 2 leti pa sem se pa sredila. Imela si več sreče, ko recimo pri milijonarju, tam je bilo bolj triki vprašanje, ne? Ja. Tam so te kar, ne? Ni enostavno. Jaz moram povedati, to si reče, doma vse vem. Vse veš, ja. Vsi priješ tja, nič ne veš. Ampak čista resnica. Pa je rekel, da bo enkrat kavč tja postavil. Čista resnica je zato, ker si doma, pa si misliš, pa kak tega ne veš, to vsak zna. Priješ pa tja, pa te kar malo stisne in ti kar ni malo vseeno. Ampak jaz sem tja šla predvsem iz dobrodelnih namenov. Narodnje, če prek 5 ne da skos, ne? Dobre, jaz sem to dala. Koliko si pa osvojila takrat? Jaz mislim, da sem potem pri ne vem kjerem vprašanju zafrknila in sem potem padla nazaj na 300 €. Ampak okej. Si šla vse ali pa nič, ne? Pa ja, mislim, šla sem probat, da dobim čim višji rezultat oziroma čim večji skupiček za dobrodelne namene. Ja. Se pravim, to so fajn naredili, ne? Pa takrat je bilo tudi brez publike, ne? Bilo tudi težje, ne? Ja, Tebe ni mogel prešefnati. Ja, to pa tudi res, ja. Ok, zdaj danes bomo še pa en spot tvoj predstavila, ne? In sicer nov, aktualni, ne? Čeprav tudi tisti ni v bistvu tukaj dolž nazaj, ne? Ampak je novembrski, ne? Misliš na njo? Ok. Ja. Na koga misliš? Ja, nekdo drug misli na njo, ne name, ne? Ja, ta komad je predvsem drugačen mogoče od ostalih, kar so ljudje vajeni, mogoče prej od mene. Za nalašč?
Mislim, za nalašč, ne za nalašč. Ko smo ustvarjali tole pesem, ko je nastala prvotna melodija, ko smo ustvarjali idejo pravzaprav takrat in sva potem s Tomijem nekako zapakirala, da sva potem šla do Žana, smo vsi čutili nek tak emocionalni naboj pri tem komadu, nekaj močnega, nekaj, kar ti vzbudi čustva, neke emocije, da te prebudi. In smo tudi rekli, zakaj pa ne bi pisali o nečem takem, mogoče o nečem, o čemer se ne govori toliko. In to je predvsem ljubosumje, ker roko na srce mislim, da vsak izmed nas ljubosume, zdaj eni manj, eni bolj, zdaj eni to bolj izrazito kažejo, drugi manj. Eni priznajo, drugi spet ne priznajo, ampak jaz gledam na ljubosume predvsem kot neko tako začimbico v ljubezni, če je v pravi meri, jaz govorim. Je pa res, da smo šli pa pri komadu kar mal čez. Smo že šli proti neki taki posesiji, oziroma ko se ženska oziroma pač človek znajde v nekem takem konfliktu med realnostjo pa med svojimi mislimi, nekaj več ne veš, kaj je res pa kaj ni. Znamo ženske biti take, mogoče v vseh stvarih, da preveč tuhtamo na vse stvari, pa v bistvu realnost sploh ni tako slaba. Zdaj vidim, da tudi pod spod so se podpisali isti ljudje, se pravi, ista ekipa ostaja naprej. Pod glasbenim ustvarjanjem pravzaprav ostaja ista ekipa, ker je ogromno komadov nastalo v času karantene oziroma lockdowna, ko dejansko nismo imeli čisto nič špilov, koncertov. Tako da jaz, Tomi pa Žan smo nekako ta trio. In je pa res, da smo pa tokrat se povezali z Media Spot ekipo, kar se tiče vizualne podobe, s Perico, s katerim sem se videla po 10 letih. 10 let nazaj sva se videla nazadnje in je bilo res fajn sodelovati, top ekipa in jaz sem z izdelkom res toliko zadovoljna, da bolj skoraj da ne bi mogla biti. Tudi ogledov je dosti, recimo, če gledamo od novembra, ste gledali gor 65,000. A že to? Ja, v redu. Mislim, lahko bi bilo še več, lahko bi bilo pa tudi manj, tako da moramo biti zadovoljni s tem in delati naprej, truditi se naprej pa ustvarjati. Spot pa tudi neko zgodbo, v bistvu nekaj se dogaja, v samem spotu, ne? Ja, se pravi, nekaj sem preomenila. Predvsem je ta je na tak bolj abstrakten način predstavljeno ljubosumje oziroma nekako predstavljene so pravzaprav misli ženske, torej vse, kar se dogaja v mislih te osebe, torej jaz pač kot glavni karakter oziroma kot glavno vlogo, ki sem jo igrala. In ko več nisem vedela, torej, kaj je res, kaj ni res, a me vara ali me ne vara. Skratka, zelo pestro snemanje je bilo. Mi smo imeli eno smo imeli sceno z ognjem in jaz sem sam govorila, ne te prosim, sam ne zažgati mojih glasov. In sploh se nisem bala, da bi si opekla roke ali pa obraz, ne, sem se bala za svoje lase. Ja, dolgi so in se lahko takoj. Ja, mislim, kolegica mi je sicer rekla, pa Eva, če bi jih pol izgubila, bi jih tako imela še pol preveč. A se ti je bilo težko to vlogo igralsko živeti? Je bilo to zapleteno? Malo me je bilo strah, ker nisem imela kaj pričakovati. Mogoče se bom znašla v tej vlogi ali ne, ampak jaz sem človek izzivov, imam ful rada različne izzive. Rada grem izven svoje cone udobja, ker se mi zdi, da se takrat pol zgodijo stvari, ki jih najmanj pričakuješ. Ker tudi to imamo ljudje problem, ne upamo iz cone udobja, ne upamo mogoče iz svojih okvirjev, ker pač radi ostajamo v nekem varnem zavetju, v varnem mehurčku in je pa se mi zdi, da za rast potrebno iti ven iz teh ustaljenih. Je pa pri komadu nekako tvegaš malo, ne? Ja, bojo sprejeli, ne bojo. Ja, to sem tuhtala v tem, ker po eni strani mi je bilo malo strah, kaj si bodo ljudje mislili s tem komadom. Jaz sem se že bala, če bojo težili mojemu fantu, kaj ti imaš pa ful ljubosumno žensko oziroma punco, ne, ampak na koncu vidiš, da mislim po odzivih sem se pomerila, no, tek bom rekla. A so bili pozitivni? Ja, zelo pozitivni. Jaz sem bila kar malo presenečena, ker so bili kar, kako je pa to dobro. Tako redo, super, ne? Da nekih ekstra... Kljukica. Nekaj ekstra kritik ni bilo, ne? V bistvu res ne. Ponavadi jaz zelo rada pač sprejemam kritike, tako slabe kot dobre, ker na podlagi tega pač znaš pol delati tudi naprej.
In moram priznati, da vsakmu, ko sem pokazala ta komad, s strahom ga pokazala, ampak je čisto vsak odziv bil, wow. To je pa zdaj tudi nekaj drugače, pa nekaj res dober. Bo naslednji komad spet ne vem. Spet iz cone? Nimam pojma. So kakšni načrti, mislim, imaš že kaj v planu? Veliko imamo pravzaprav v zadju komadov, ki so nastali. Ko si že rekla, da jih je dosti, ja. Ja, mislim, sej karantena oziroma takrat tisti lockdown je bil idealen čas, da sem več ustvarjala, več vadila, več se poglobila v sebe in je nastalo ogromno enih stvari, ki jaz mislim, da bodo v prihodnje ugledali luč sveta. Pa itak februarja pripravljamo 10. obletnico oziroma pač naslednjo leto. 10. obletnico mojega delovanja se počutim s tem ful staro, ne? Ja, 10 let od tega, 26 let si stara Eva. Pa se ve, kje bo? Ne, mislim, to zdaj enkrat še pripravljamo oziroma delamo na tem, da naredimo nekaj malo večjega oziroma da... Če bo dovoljeno, ne? No, itak da bo dovoljeno. Smo pozitivni, ne? Jaz mislim, da se bomo morali tudi naučiti živeti s tem, ker življenje konec koncev gre naprej. Več ne more kar obstati, ne? Ja. Kako si se pa ti sama osebno počutila, ker nekaj je bilo konec koncertov, ker si rada na teh odrih, rada nastopaš, potem pa v bistvu... Jaz mislim, da kot vsi ostali. Vsi smo bili malo v šoku. Prvi mesec nam je vsem pasalo, da smo bili malo premiera. Vsem, ne? Ko je bilo toliko vsega, ne? Da nisi vedel, kako bi... Jaz se spomnim prva 2 tedna, še spomnim se tik pred lockdownom, sem imela cel teden res polno obveznosti vsak dan in sem rekla, kdaj bom imela kak dan, malo sem spočila pa naspala. To si pa dobra, in v ponedeljek, vem, zaprejo državo in jaz tako, zdaj pa, ker so rekli 14 dni bo ključnih, ne, to je tisti, 14 bo ključnih, tisti stavek, ki je vse zaznamoval in sem rekla, 14 dni, to mi bo pa pasalo in pa se je zavlekli v en mesec, pa 2 meseca. Pa sem kaj podaljševali. Ja, in se znajdeš v neki taki negotovosti, malo pod enim takim velikim vprašanjem, ker ne veš, kaj bo jutri. Ampak, se pravim, jaz sem pač pol se pomirila, ker sem vedela, da na to ne morem čisto nič vplivati, lahko pač jamram oziroma se smilim sama sebe ali pa nekaj naredim. Tako da smo res ogromno stvari naredili in bili pridni. Teda materijale za naprej imaš, ne? Moramo pa še omeniti en zelo zanimiv datum, letošnji, ne? In to je tvoj nastop. Zdaj, kaj več boš pa sam vedela, kdaj, kje, kako? Jo, neki nastopov do konca leta še bo, ne? To ni edini? Ja, ne, ni edini. Smo zelo pridni s predstavo Mala terasa. To, ki se delujemo skupaj z Špas teatrom. Prva koncertna komedija sploh v Sloveniji. Tako da se prepleta pravzaprav z igralstvom pa z našim koncertom in tako da ga imamo že jutri v Narodnem domu v Mariboru, pa v petek me čaka samostojni koncert v Ljubljani, tako da nekaj je. Bi pa poudarila moj zadnji pravzaprav koncert letos, ki bo pa 28.12., to je torek, 28. december ob 7. zvečer v mojem kraju, v mojem domačem kraju v Šentjanžu, smo rekli, da jaz sem rekla, če se hočem posloviti, mislim, se hočem od tega leta posloviti z glasbo in se tudi bom in se mi zdi, da ni lepšega načina kot pa s svojimi ljudmi, svojimi sokrajani pravzaprav. Da še zadnjič zaplešete pred novim letom. Ja, in da damo ljudem neko upanje tudi za naprej, za naslednjo leto, da bodo lepši časi tudi pred nami. Kako je s kartami, ker so omejitve, ne? Ja, mi smo rekli, da bomo spremljali rezervacije že pač seveda zdaj v predprodaji, ker je število zelo omejeno. In se zelo pridno polni. Ravno včeraj smo pravzaprav objavili in se pridno polni, tako da jaz bom povabila, če bo slučajno kdo pač prišel še štajerskega konca, da pohiti, da zna že po tem tednu biti že kar... Jaz mislim, da že ta teden zna biti polno. Nažalost bi pa ostali pred dvorano poslušali. Ma, ni panike, bomo odprli vrata, pa vse se bo lahko odzvalo. Ne, ja, mislim, seveda upam na polno dvorano in z omejitvami, ampak bo kar bo. Upamo, da se vse izteče tako, se more. Plani za leto 2022? Ne vem niti, kaj bo čez en mesec. To je najboljš, ko me nekdo vpraša, kje boš pa, ne vem, ko me vprašajo že to, kje boš za novo leto.
pol leta prej, ne vem, jutri kaj bo. Se pravim, planov je ogromno, kar se tiče glasbe, mnogo ustvarjanja, seveda si želim še več pesmi, še več odrov, da lahko delimo to z ljudmi, pač kar imamo najrajš, ne. In kaj bo pa čas prinesel, oziroma kaj bo situacija prinesla, bomo videli. Jaz samo upam, da bo situacija boljša v prihodnje in da se bomo lahko tudi več družili. Vsaj malo bolj pozitivna, ne? Ja. Super. Eva, hvala, da si prišla v nas studio. Z veseljem. Za konec, če moč misel ali dve želje za naše gledalce in gledalke, potem pa se gremo kar spotiti pogledati. Dobro, v redu. Ja, jaz bi vsem gledalcem, gledalkam zaželela ene res take lepe praznike. Najprej, da jih preživite ob tistih ljudeh, ki jih imate najrajš, pa predvsem, da ne zgubite upanja za naprej, ker kakorkoli, ne, že pravijo, po vsakem dežju vedno posije sonce, tako da jaz mislim, da bo tudi po tej situaciji veliko boljši. Sam zdržati moramo, potrpežljivi moramo biti, pa radi se moramo imeti, to pa to. Ostanite zdravi, ali kako je že tisti stavek? Ja. To. #ostanite zdravi. Čau, čau.